V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Dobrodošli vsi prisotni v tem prostoru in vsi, ki nas spremljate preko zaslonov. Prisluhnimo najprej obvestilom, ki jih je zaradi prihajajočih praznikov več kot običajno. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je molitveno srečanje ob prebiranju psalmov. V sredo ob 19. uri je predavanje na temo Najbolj čuden blagor vseh blagrov. Najbolj čuden blagor vseh blagrov, vljudno vabljeni. V petek ob 19. uri bo srečanje za ženske vseh generacij. Gostja, ki bo imela tudi krajše predavanje, bo Renata Horvat Vrbnjak, študentka teologije, ki je v naši cerkvi na praksi. Vljudno vabljene vse ženske. Naslednjo nedeljo 1. decembra ob 10. uri je osrednje bogoslužje na prvo adventno nedeljo. Po bogoslužju si rezervirajmo dodaten čas za krajši predpraznični občni zbor. V nedeljo 8. decembra, to je danes čez 14 dni, ob 6. uri popoldan, pa smo vabljeni na dobrodelni koncert z božičnim bazarjem. Koncert organizira Zavod Glasbena šola Lipičnik pod sponzorstvom Mestne občine Novo mesto. Nastopal bo tudi naš cerkveni mešani pevski zbor Sola Gratia. Pred koncertom bo na Trubarjevi ploščadi pred cerkvijo potekal božični bazar, na katerem bodo na voljo praznični izdelki za dekoracijo in obdarovanje, ki so jih izdelali otroci in odrasli v sklopu božične delavnice prejšnjo soboto. Božični bazar bo pred cerkvijo potekal tudi po dopoldanskem bogoslužju istega dne, torej 8. decembra, to je čez 14 dni. Zbrani skupiček bo tako kot lani izročen direktno sirotišnici v kraju Kasa v Ugandi. Zbrane na koncertu bo nagovorila tudi zdravnica dr. Alenka Stardin-Košir, ki omenjeno sirotišnico redno dobrodelno obiskuje. Na božičnem bazarju pa lahko sodelujemo tudi sami, in sicer tako, da doniramo svoje lastne izdelke in pridelke, ki bodo na to na voljo na bazarju, kot na primer lepo zapakirani domači piškoti, marmelade, čaji, domači rezanci in podobno, kar pač pride prav med prazniki. Te izdelke lahko naslednjo nedeljo prinesemo in izročimo Rebeki Jovanovič. Skratka, dobrodelni koncert, pripravili smo tudi letak, oziroma so pripravili letak z nastopajočimi, ki ga lahko vzamemo pri obeh izhodih iz cerkve. Začenja se adventni čas in z njim pestro praznično dogajanje. Rdeča nit dogodkov v naši cerkvi je tudi letos dobrodelnost. Zato si sedaj pogledajmo, kako so prejšnjo soboto otroci in odrasli izdelovali izdelke, ki bodo na voljo na božičnem bazarju. Tehniki, prosim.
Torej, božični bazar bo čez 14 dni po dopoldanskem bogoslužju in pred večernim koncertom. Sedaj, pred nadaljevanjem pa zapojmo skupaj pesem Kmalu dan bo prišel. Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je iz Evangelija po Luku in pravi: Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Kristjani smo namreč ljudje, ki smo v stalni pripravljenosti. Biti kristjan je namreč poklic, ki ima delovnik dolg 24 ur, 7 dni na teden. Sčasoma nas lahko na tak način delo in življenje izčrpata. In ko nam pojenjajo moči, se sprašujemo, zakaj in čemu in kako naprej. Takrat lahko molimo, kot je molil pobožen človek stare zaveze v Psalmu 39. Ko je dejal: Gospod, daj mi spoznati moj konec. Kolikšna je mera mojih dni? Spoznati hočem, kako sem minljiv. Glej, moje dni si dal le 5 den dolge. Moj čas je kakor nič pred tabo. Vse je le dih, vsak pokončen človek. Le kot podoba hodijo mož okrog, za prazen nič hrumijo, kopiči,
a ne ve, kdo bo pobiral. In zdaj, kaj naj upam, o Gospod? Moje pričakovanje velja tebi, o Bog. Molimo tudi mi in s priznanjem svojih grehov se približajmo Bogu. Sveti Bog, da, sami po sebi ne moremo obstati pred tabo, ker naše življenje pogosto izgleda tako, kot da ne bi imeli nobene odgovornosti in vere, kakor da ti ne bi zaupali, da imaš zadnjo besedo nad našim življenjem. Gospod Bog, odpusti nam našo lahkomiselnost in nejevero. Pomagaj nam, naj v svojih mislih ne pozabimo na naš konec in smrt in na tvoje večne obljube. Naj naša skesana srca tolažijo besede milosti in slavospeva, ki jih je zapisal apostol Pavel. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki pravi: Naj zdaj živa voda teče skozi nas.
sesti, bratje in sestre. Današnje berilo je iz Matejevega evangelija prilika o 10 devicah. Takrat bo nebeško kraljestvo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo vpitje: glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so rekle: verjetno ga ne bo dovolj za nas in za vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šle kupovat, pa je ženin prišel in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: Gospod, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril: resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Prilika govori o 10 devicah, ki pričakujejo ženina. Pogoj ženina pa je, da vzame le tiste, ki bodo imele prižgane svetilke in s tem pokazale, da so ga zvesto čakale. Ženin je naš Jezus, nevesta pa smo mi. To je prilika, ki jo je Jezus povedal nam v opozorilo, da ga pričakamo pripravljeni. Luč je znamenje zavesti, budnosti, medtem ko je tema prispodoba spanja. Človeštvo se je znašlo v temi, tisti, ki iščejo bližino z Bogom, pa imajo ves čas dovolj olja, da ohranjajo svetlobo v tem svetu. Zato, drage sestre, dragi bratje, skrbimo za to, da naše svetilke redno polnimo z oljem Svetega Duha, ki nas napolnjuje in ohranja pri duhovnem življenju. Olje za naša življenja pa dobimo tu, v Božjem domu, s poslušanjem Božje besede, v skupnosti z Bogom in drugim, v slavljenju in prepevanju. In naslednja pesem pravi: tvoja je vsa slava, veličastvo, pred teboj dvigujem roke in ti vzklikam in odpiram ti srce. Lahko ostanemo?
Gospod, nihče in ničesar se ne more primerjati s teboj, s tvojo veličino, s tvojo ljubeznijo. Zato te prosim, pomagaj nam, da bo naše srce vedno odprto zate, da bomo slišali tvoje povabilo na svatbo, ko pride trenutek srečanja s teboj. Ohrani nas budne, polne upanja in v pripravljenosti. To te prosimo v tvojem imenu. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, pohitite naprej, da boste videli, kaj imam s sabo v ruzaku. Malo počakamo, da pridejo vsi otroci. Vidim, da nobeden od vas danes nima ruzaka s sabo. Tadej ga ima. Bravo. Lepo. Ruzak oziroma nahrbtnik po slovensko je zelo praktičen predmet, a ne? Evo, še počakamo vse otroke. Pa tale deklica ima tudi ruzak s sabo, no. Smo že trije. Torej, ruzak uporabljamo, kadar gremo v cerkev. Ni običajno, a ne? Ampak se pa zgodi, zakaj pa ne, če imamo veliko stvari, pa jih namečemo v ruzak, pa gremo. Kam pa še vzamemo ruzak? Kje ga še potrebujemo? Za taborjenje, super. Za v šolo. Kaj damo v ruzak, ko gremo v šolo? Zvezke, potrebčine, sendvič, sok. Super. Kam še vzamemo ruzak? Na počitnice, kadar gremo na sprehod, če gremo v planine, na ekskurzijo, se povsod jemljemo s sabo ruzake. Tudi v službo mogoče, kdo od starejših. Imamo nekaj kandidatov. Sploh, če se vozite v službo s kolesom, zelo praktično imeti vse na hrbtu, a ne? Ja, v cerkev pa tudi vzamemo ruzak, ni pa običajno, ampak vseeno ruzak simbolizira, da smo pripravljeni, da smo stalno pripravljeni, če je treba iti v šolo, če je treba iti na taborjenje, če je treba iti na pohod, na izlet, v hribe, na morje. En dan prej, zvečer si že vse pripravimo, vse stvari. Pa tudi Sveto pismo pravi, da naj bomo vedno pripravljeni. Kaj bi pa to lahko pomenilo? Imam nekaj predmetov, da nam bo pomagalo tole razložiti. To, kar nam Sveto pismo uči, bodite vedno pripravljeni. V tem ruzaku, ki ga moramo nositi kot kristjani, in moramo vedno imeti nekaj stvari. Recimo, vedno imamo notri Sveto pismo. Zakaj? Zato, da lahko preberemo, kako nas ima Bog rad. Bravo. Potem imamo tudi v tem ruzaku kot kristjani simbolično polnilec, kabel. Kaj bi pa to lahko simboliziralo? Tako, da ne živimo v prazno. Bravo. Ja, drugače oči potrebuje, za sabo vzame. Prenesenem smislu je pa to lahko simbol cerkve. V cerkev hodimo, da napolnimo baterije, da osvežimo svojo vero, da smo spet pogumni kristjani. Potem imam še nekaj stvari. Kaj pa to? Dobro, bravo, peščena ura, ki meri domačo nalogo. Če jo delamo dovolj dolgo, koliko časa se moramo učiti. In če se nam ne da dolgo učiti,
moramo vseeno počakati, ne, da pesek steče dol, se pravi, moramo biti potrpežljivi. Potrpežljivost je, pravijo, mast Božja. Tako da ura simbolizira to, da smo potrpežljivi kristjani. Potem imamo pa še en predmet. Telefon, no, to ste pa takoj ugotovili. Telefon, to imajo tudi naši starši, ne, vaši starši. Ali ga imate tudi vi mogoče? Ne, večinoma, ne, ja. Telefon pa simbolizira to, da smo stalno pripravljeni, če nas pokliče nekdo, bravo, prijatelj, prijateljica, sošolka, sošolc. In če je žalosten, kaj naredimo? Ga razvedrimo, bravo. Telefon simbolizira to, da smo pripravljeni pomagati, prisluhniti, potolažiti. Ja. Tako, pa smo prišli skoraj do konca in še zadnja stvar, to je beležka, bravo. Beležko pa potrebujete kdaj? Aha, bravo. Kaj moramo prinesti v šolo, če treba kaj plačati? Pa predvsem pa znanje in snov, ki jo jemljete, zapisujete v šoli v zvezke, malo večje beležke. Ne? In tudi sedaj greste otroci na verouk, kjer boste nekaj novega slišali o tem, kako nas ima Bog rad, in to si boste zapisali, če ne v beležke, pa v vaša srčka. Tako da hvala otroci za pozornost in sedaj greste lahko na verouk z vašimi katehetinjami in kateheti. Mi pa nadaljujemo z našim programom. Tudi mi se bližamo učilnici, učili se bomo in prisluhnili Božji besedi, predtem pa bomo pobrali še naše finančne darove, s katerimi podpiramo in krijemo stroške. Pesem pa pravi luč nogam mojim. Drage sestre, dragi bratje, če smo kdaj čutili, da nismo dovolj dobri, ni nič narobe, kajti samo Bog je dober. Tako
pravi Sveto pismo. V cerkvi imamo priložnost sprejeti Božje odpuščanje, da se ne zlomimo pod težo krivde, sramu in strahu ter kazni. To je sporočilo evangelija. Evangelij je terapevtski. Zato prihajamo v cerkev. Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu in se imenuje nedelja večnosti, nedelja Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Kot smo slišali, naslednjo nedeljo je že prva adventna nedelja. Danes bomo v oddaji Nova obzorja na televiziji Novo mesto tudi iz naše cerkve gledalce pozvali k Božji ljubezni. Prav tako smo veseli vseh, ki nas spremljate s pomočjo sodobne tehnologije. Jezus je rekel, kdor je iz resnice, posluša moj glas. Zato vabim, da ostanemo k poslušanju Božje besede iz Evangelija po Mateju, 25. poglavje, prva vrstica. Takrat bo nebeško kraljestvo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Judovski poročni obred tvori ozadje Jezusove prilike, alegorije, parabole, poučne zgodbe. V zemeljski zgodbi so device ali pa družice, poročne spremljevalke, ki spremljajo nevesto in ženina v njun novi dom. Device predstavljajo vidno cerkev. Navzven ni nobene razlike med modrimi, preudarnimi in nespametnimi. Vseh 10 devic je bilo primerno oblečenih. Vse so imele svoje svetilke in vse so čakale ženina. Tako je tudi v vidni cerkvi. Vsi verniki izpovedujemo vero v Boga odrešenika in verjamemo v Sveto pismo. Toda videz je lahko varljiv, tako kot na ostalih življenjskih področjih. Ker se je ženin mudil, so vse device podremale in zaspale. O polnoči je nastalo vpitje, glejte, ženin prihaja, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device vstale. Imamo grški glagol, ki nakazuje vstajenje od mrtvih. Tako kot je Kristus tretji dan vstal od mrtvih. Zelo pomemben glagol. So vse vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa vzele olja. Modre pa so skupaj s svetilkami vzele tudi posodico z oljem. Modre device so mislile vnaprej in so računale na možna presenečenja. Nauk prilike je, da zdrava pamet načrtuje in predvidi tudi posledice. Namreč lahko s tem preprečimo slabo dejanje, slabo odločitev, slab izhod. Kaj to pomeni duhovno? Če so navzven vse device enake, kaj loči kristjana od drugega kristjana? Razliko naredi vera. Razliko naredi vera. Zakaj smo tu? Zato, ker vemo, da s poslušanjem Božje besede naša vera raste. Tako pravi apostol Pavel. Olje je torej delo Svetega Duha, ki v nas vžiga plamen vere. Modri so tisti, ki nimajo samo zunanjih znamen krščanstva. Ne vem, recimo potrditev vere, krst, konfirmacija ali obisk bogoslužja za kak cerkveni praznik, cerkveni pogreb in tako dalje.
Ampak govorimo o veri v praksi, ki se pa kaže predvsem v ljubezni do bližnjih. Na vnovični prihod Gospoda Jezusa Kristusa je pripravljen, kdor ljubi. Na Kristusov prihod je pripravljen, kdor ljubi. Ljubezen ne razdvaja, ampak različno spoštuje in vedno gradi edinost duha. Jezus je v to zgodbo vključil zamudo, ker pozna našo šibkost. Pa kot smo slišali, moramo v to vključiti tudi našo potrpežljivost. Pa tudi resničnost življenja, stvarnost življenja je takšna, da moramo računati tudi na nepredvidljive reči v življenju. Jezus ve, da bomo vsi kristijani tako modri kot nespametni, prej ali slej duhovno zaspali. Čudi se lahko temu vsak, ki misli, da to ni možno. Vendar tako je zapisano v evangeliju. Torej, to pomeni, da ni razloga za hvalisanje, niti za očrnitev drugih, pa niti za omalovaževanje sebe. Evangelij ne govori, naj pustimo službo, naj prenehamo z vsemi aktivnostmi, naj se umaknemo iz družbe, da bi samo strmeli v nebo. Pove pa, naj si v vsakdanjem življenju odločitve, naloge načrtujemo tako oziroma zastavimo tako, da delamo po načelu prednosti. Torej, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. Da delamo po premisleku, kako, zakaj uporabljam svoj čas, energijo, zdravje, sposobnosti, darove, talente, denar, ideje, predvsem pa svoje odnose. Kako uporabljam in v kaj vlagam v te odnose. Te dni smo slišali alarmantne novice, kako je naša zahodna civilizacija že zasvojena s tablicami. Več tisočkrat na dan se nekateri dotaknejo pametnih naprav. Zgubljamo pa realnost, torej medosebne odnose. Zgubljamo človečnost, čustva. Namreč o tem govori, če priliko Jezusovo posodobim. Kajti preudarno moram razmišljati, preden se moje življenje zaključi, moje poslanstvo, oziroma preden se vrne ženin ob drugem Kristusovem prihodu. Jezus zagotovo pride. Kajti o polnoči se je razlegalo, glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so se vse device prebudile in vzele svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim, dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odvrnile, verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Predlog je smešen, kajti o polnoči so vse trgovine zaprte. Le ne vem, kje bi ga naj dobile, torej olje. Ob tem bralci te prilike z nespametnimi devicami celo sočustvujemo. Na nek način celo sočustvujemo. Jezusovo opozorilo je jasno. Gospodov dan bo prišel kot tat, nenapovedano, takrat, ko najmanj pričakujemo. V tistem trenutku bo vidna razlika. Odločilna bo vera, ampak v dejanjih. Olja takšne vere ne moremo deliti, ne moremo kupiti, ne moremo si sposoditi. Odrešujoče vere ni mogoče prenašati z posameznika na druge. Ne morem verovati namesto nekoga drugega. Celo starši ne morejo verovati za svoje otroke, namesto svojih otrok, ali pa zakonec oziroma partner za svojega bližnjega.
Dovolite, da Jezusov duhovni nauk ponazorim. Naglašam, da se pri tem ne smemo postavljati v vlogo sodnika, kajti samo ljubeči Bog, vendar tudi pravični Bog, ljubeči, vendar tudi pravični Bog ve, kje bo kdo v večnosti. V življenju kristjana se dogajajo tudi tragedije. Naša zvestoba, naša pripravljenost se kaže v času krize. V času krize. Kako ohraniti vero, ko zbolimo za neozdravljivo boleznijo? Ko zgubimo ljubljeno osebo? Ko doživimo krivico? Ko nam razpade zakonska zveza? Ko imamo invalidnega otroka? Takrat moramo imeti v svetilnici olje vere. Prijatelji, lahko ponudimo tolažbo, pomoč, molitev, pogovor. Cerkev lahko opravi krščanski pogreb in naznani besede upanja. Toda v vseh teh primerih ženin navidezno zamuja. Moje molitve niso uslišane. Tako pomislimo. In to pomeni tudi, da ženin navidezno zamuja. Zato so naša čustva globoko prizadeta. Vera nam peša. Imamo iskren dvom. Kaj takrat z oljem v posodici? Jezus je posvaril, kako usodno je zamuditi ponujene priložnosti. Namreč med tem, ko so šle device kupovati olje, je prišel ženin in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge in govorile: Gospod, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril: resnično povem vam, ne poznam vas. In nauk: bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Kot smo že slišali v današnjem berilu. Če pride ženin ali pa se soočim s smrtjo, mi ne pomaga znanost, tehnologija, umetna inteligenca, robotika, nanotehnologija, genetski inženiring. Vse to je uporabno, koristno, hvalevredno, če se pravilno uporablja. Takrat odloča samo moje praktično krščansko življenje. Zato je Jezus naglasil: naj bomo budni, ker ne vemo ne dneva, ne ure. Govori o duhovni budnosti. Število 10 predstavlja celovitost občestva celokupne cerkve. Pri tem ne gre za delitev na dobre, slabe, modre, nespametne, kajti vse so čakale ženina. In kako je možno, da ženin zamuja, saj gre vendar za svatbo in je treba takšno obnašanje obsoditi, sploh ker za zamudo ni podana nobena opravičljiva razlaga. In če predstavljajo modre device ljubeče vernike, kako to, da ne posodijo olja potrebnim? Kje je torej njihova ljubezen do bližnjih? Torej, to samo pove, kako moramo metafore razumeti pravilno in jih ne trgati iz konteksta oziroma sobesedila. In ali ni ženin za zaprtimi vrati preveč krut, ko ga prosijo, naj jim odpre, a vztraja, da jih ne pozna, čeprav je videti, da je za nastalo situacijo kriv on, saj je on zamudil. Torej, tako nekdo razmišlja, ko to bere logično. Zato moramo postaviti svoje srce v tem trenutku na duhovno stran. Težavo lahko razrešimo tudi, če upoštevamo tedanje judovske svadbene običaje. V Jezusovem času je bila svadba pomemben dogodek za ves kraj in je trajala najmanj teden dni. Ženin je s svojimi prijatelji prišel v nevestin kraj ob spremljavi glasbe. Nevesta je čakala ženina obkrožena s svojimi prijateljicami, družicami, odeta v najlepša oblačila, odišavljena, pripravljena. Ženin je med potjo sprejemal darila,
pri čemer je šlo za pravi zahvalni ritual. In to je vzelo precej časa, zato ne čudi, da je zamujal. Pa po navadi, po običaju se je moral medtem še pogajati za doto. Običajno je vedno kasnil in v tem je bil čar poroke oziroma napetost. Veste, ko nekaj daje napetost, nek film ali neko dejanje v gledališču. Zato prilika govori o čuječnosti, o budnosti srca. Jezusova prilika ne sme vlivati strahu in jeze. Ni prav, da se s to priliko manipulira v pridigah ali pa kakorkoli. Ni prav, da to priliko spremenimo v žalostinko, saj gre vendar za poroko, za veselje, za svadbo. Nauk prilike je, da se ne smemo obotavljati, odlašati, kajti milost nam je dana brezplačno, zastonj. Greh devic ni v tem, da so zaspale, kot se običajno pravi. Kajti Jezus pravi, da so zaspale vse, modre in nespametne. Greh je, da so bile device brezbrižne, nezavzete, ravnodušne, malodušne, apatične, da niso računale in preračunale. Kaj se lahko zgodi, če se svadba zavleče v noč in še dlje in jim zmanjka olja? Torej niso predvidele možnih posledic. Moder človek je tisti, ki predvidi tudi posledice. Vsak vernik je svetilnica, prižgana s Kristusovo lučjo. Jezus je luč sveta, mi pa smo sinovi luči, pravi Nova zaveza. Kaj pa je olje? Olje označuje maziljenje Svetega Duha. Prisotnost Svetega Duha v kristjanu se manifestira s sadom Duha, ki je ljubezen. Ljubezen je razpoznavni znak Jezusovega učenca. Včasih tako vprašamo, kateri jezik bomo govorili v nebesih. Zagotovo bomo v nebesih govorili jezik ljubezni, kajti ljubezen je največja. Kdor ljubi, je rojen iz Boga, kajti Bog je ljubezen. Gre za dela ljubezni, čeprav smo odrešeni brez del po milosti. Nismo odrešeni zaradi dobrih del, ampak odrešeni smo zato, da delamo dobra dela. In kot je bilo uvodoma že rečeno, imamo v mesecu decembru mesec dobrodelnosti in veliko možnosti, da našo vero postavimo v prakso. Svadba se je začela slaviti v večernih urah, običajno s prvo večerno zvezdo, opazno s prostim očesom. Zato so bile takšne oljenke potrebne. Nespametne in modre device so omenjene v enakem razmerju, vsakih po 5. Vendar to ne pomeni, da bo polovica krščanstva pogubljena, polovica krščanstva pa odrešena. Ne gre za matematično statistiko, saj gre za parabolo, prispodobo. To modrost iz te prilike lahko povežemo s 7. poglavjem v Evangeliju po Mateju, kjer Jezus pravi, moder je tisti, ki gradi na skali, nespameten pa tisti, ki gradi na pesku. Komu je ženi na koncu zgodbe rekel, da jih ne pozna? Tistim, ki so dajali videz ali vtis pobožnosti. Tu pa moram presoditi sebe. O tem ne morem ocenjevati drugih. Martin Luther je rekel, da so takšni, ki ne ljubijo, kakor pena na slabem pivu. Takšni, ki ne ljubijo, so kakor pena na slabem pivu. Olje torej ne označuje krsta v Svetem Duhu, kot to mislijo nekateri, kajti sojeni bomo po ljubezni, po sadu Duha, ne pa po darovih Duha.
Nikoli ne bom ljubil, dokler ne ljubim nekoga, ki me sovraži. Ljubezen ni nekaj, kar čutim, ampak to, kar počnem. Naša družba ne razume suhoparne teologije in jih to tudi ne zanima. Tudi mene ne bi. Ampak naš svet, naša družba potrebuje dela ljubezni. Učna lekcija našega življenja je ljubezen. Zavedati se moram, da sedenje v cerkvi iz mene ne naredi kristjana, tako kot brada ne naredi filozofa. Torej mora biti kaj več, spreobrniti se mora moje srce. O polnoči, kar označuje spanec, je nastalo vpitje: glejte, ženin, pojdite mu naproti. Ta stavek je zanimiv. Sprašujem se, kdo je bil buden, da je lahko o polnoči, ko so vsi spali, rekel: glejte, ženin prihaja. Jezus ni povedal, kdo je obujevalec. To nam pove, da na krščanski poti potrebujemo tudi druge, ki nas spodbujajo, prebujajo, ko zaspimo. Torej ne smem imeti previsokega mnenja o sebi. Ladja, ki je velika na reki, je na morju majhna. Potrebujem bližnje. Ne smem biti izoliran kristjan. Že na začetku krščanstva so zapisali: sam kristjan ni kristjan. In preden pridemo do konca, poglejmo še obujevalce. Tiste, ki nas obujajo, ko zaspimo, tudi če so brezimni. Brez njihove nevidne pomoči bi zaspali. Nebesom so znani, čaka jih nagrada, sploh če se ne široko ustijo. V večnosti jim bomo hvaležni. Obujevalec je običajno nekdo, na kogar niti ne pomislimo. Ponavadi ni to tisti, ki pravi: tako rad te imam, da bi umrl zate. Obujevalec je lahko tudi bolezen, smrt, finančni zlom, izdaja ljubezni, tragedija. Vse to nas strezni in zdrami. Clive Lewis je rekel: če iščete religijo, v kateri bi se počutili udobno, zagotovo ne priporočam krščanstva. Bog nam ne pošilja globoke vode zato, da bi nas v njej utopil, ampak očistil. Zaradi porazov, zaradi stisk v življenju začnemo trezneje razmišljati, drugače življenje vrednotiti. Slišal sem zgodbo o mravljici in čričku. Medtem ko je mravljica celo poletje zbirala hrano za zimo, je čriček prepeval. A ko je prišla zima, je čriček crkoval od lakote. Mravljica mu je rekla: celo poletje si prepeval, zdaj pa pleši. Treba je narediti preklop. In potem imamo tudi olje. Dietrich Bonhoeffer, evangeličanski protestantski teolog, ki je bil žrtev nacističnega režima in tudi usmrčen v koncentracijskem taborišču, je takole zapisal: če si vstopil na napačni vlak, ne pomaga tekanje po hodniku vagona v drugo smer. Torej, treba je zamenjati vlak. Treba je prestopiti na pravi vlak. Treba se je spreobrniti. Ne pa, da gre vlak v eno smer, ti pa tekaš v nasprotno smer. Kaj ti še vedno boš prišel na cilj, kamor ne želiš priti. Torej, tako enostavno bi bilo, če bi to alegorijo, to priliko razdelili in kategorizirali v dve skupini. Na pametne, nespametne, modre, pripravljene, nepripravljene, slabe, dobre, poražene, zmagovalke, zavrnjene, sprejete. Tako lahko počnemo z drugimi. Moram pa se vprašati, kje pa sem jaz? Evangeliji
govori, kako pomembno je imeti olje bedečnosti. To je ljubezen, ki je vera v praksi. Jezus je rekel, vi ste luč sveta, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela, vašo ljubezen in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Govoriti o koncu časov je težko. Teološka znanost temu pravi eschatologija. In tu moramo paziti, da ne zapademo v dve skrajnosti. Ali v apatičnost, torej topost, malodušje in pozabiti na to, da Kristus prihaja. Je pa druga skrajnost, zganjati paniko, teorije zarot, preračunavanja, razburjanja, ustrahovanja, zastraševanja, manipuliranja z ljudmi, češ bliža se konec sveta, ko to rade počno sekte. Prilika je poziv k treznosti, preudarnosti in končujem jo zgodbo. Pismonoša je hodil po snežni Gazi proti hiši, kjer so živeli Flemingovi. Prinašal jim je dopisnico njihovega sina, ki je bil v vojni. V spodnji kot dopisnice je napisal, tukaj smo za kratek čas. Razumljivo, saj je bil na fronti. Mladenič je hotel domačim povedati, da se jim bo naslednjič javil z drugega kraja in da jim ni treba odpisati, ker nima stalnega naslova, nima stalnega bivališča. Ko je pismonoša to prebral, ga je presunilo v srcu. Začel je razmišljati o teh besedah, tukaj smo za kratek čas. 40 let je raznašal pošto, a česa takšnega ni doživel. Tukaj smo za kratek čas. To je bil povod, da je začel razmišljati o večnosti. Naše življenje je kratko in nepredvidljivo. Kako torej živeti? John Wesley, ko so ga vprašali, kaj bi naredil, če bi vedel, da bo Gospod prišel naslednji dan, ob isti uri je rekel, šel bi spat, zjutraj bi vstal in nadaljeval z delom kot običajno. Martin Luther je rekel podobno, če bi vedel, da bo jutri konec sveta, bi posadil svojo jablano. Zavedati se moramo, da življenje teče, da ne zganjamo nobene panike in da tudi nismo ravnodušni, malodušni. Življenje teče in v to življenje vključimo Boga. Ne pozabimo na Boga. Družba, ki pozablja na Boga, je družba, ki propada. Ne pozabimo na dela ljubezni, kajti ljubezen je največja. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Vabim k molitvi. Jezus Kristus, ljubeči ženin, ki bivaš onstran vsega in nad časom, pomagaj mi, da bom v mojem srcu imel veselo pričakovanje tvoje vrnitve. Oprosti mi nečuječnost, hladnost, brezbrižnost, nepazljivost in ravnodušnost. Naj me ne zavedejo obrobne reči. Naj bo svetilka moje vere napolnjena z oljem ljubezni, da bo v svetu manj teme. Naj bo moje srce bedeče in pripravljeno. Amen. Vabim, da vstanemo in zapojemo pesem, ki pravi, dvigni pogled, kralj prihaja tvoj.
Prejmimo še zaključni blagoslov z besedami iz Svetega pisma. Gospod naj te blagoslovi in naj te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.